Tako, dobrodošli nazaj v tretjem delu. Tretji del je formalni. Povej nekaj o svojem programu, o svoji listi in o načinih, kako boste to, kar pa nam rekli, obljubljate, kar napovedujete, kako boste to realizirali. Ja, lista Andreja Čuša, nestrankarska lista s podporo volivk in volivcev. Na listi so ljudje dobre volje, Ptujčani, Ptujčanke, ki imajo Ptuj v srcu, ki so mogoče tudi 4 leta nazaj del njih podprli neke spremembe, ampak te niso bile uveljavljene. Nekaj ljudi pa verjetno tudi tega ni podpiral, so člani različnih strank, eni niti niso v nobeni ali ne volijo, ampak zdaj so pa pač rekli, da neka energija in sila potiska naprej je bila storjena in gremo v akcijo. Mislim, da imamo zelo kompetentno ekipo, 29 kandidatov za mestni svet, tudi četrtne skupnosti imamo pokrite, ker enostavno pravim, da mi ne smemo pozabiti nobenega naselja v mestni občini Ptuj. In isto pravim, mestni vrh je Ptuj, Turnišče je Ptuj, Grajena je Ptuj, Kicar je Ptuj. In jaz ne odstopam od tega, da mi ne bi tja nič investirali, pa osnovne infrastrukture porihtali. Tako da štartamo od spodaj navzgor. Osnove programa pa so, kot sem že rekel, osnovna infrastruktura, ceste, pločniki, komunala in tako naprej. Racionalizacija delovanja občinske uprave. Jaz mislim, da ni namen občine, da po vsakih volitvah dobi novi zavod, kam bomo zaposlovali svoj žlahto pa kolege. Jaz tudi dajem tu zavezo, bomo rekli. Andrej Čuš, potem ko bo postal župan, ne bo na javnih službah ali pa v knjižnici ali pa ne vem kje zaposlil svojega brata pa svoje partnerke. Zakaj ne? Zato, ker mislim, da čeprav si zaslužite enakopravno obravnavo na razpisih za delovno mesto, pa to vseeno nespremljivo. Ker jaz kot župan vedno bo nek sum ali pa utemeljen sum bo, da sem vplival pri tem in jaz se v to nočem vpletati. Pa mislim, da tudi ona dva nimata takih namenov, ker sta oba samostojna podjetnika. Tako da to, kar se tega tiče, turizem, arheološki muzej, jaz sem to že ob najavi kandidature, kot prvi, ki sem najavil kandidaturo, povedal, arheološki muzej. Veseli me, da vsi bolj ali manj to ponavljajo, ker vidim, da že imamo neko koalicijsko pogodbo narejeno. Južna obvoznica, definitivno zelo pomembna stvar. Jaz pravim, civilni iniciativi sem celo ponudil mesto na listi in to izvoljivo mesto na listi za mestni svet. In civilna iniciativa bo enakopraven partner občine, župano in državi, ko se bomo pogovarjali o tej stvari. Moramo pa prvo narediti, da preprečimo gradnjo bilo kakšne severne variante, ki je vpadnica v mesto, ker to nas bo zasipalo, pa še slabša kakovo življenja bo na Ptuju. Azil za živali, mislim, da je zelo pomembna tema, kar veliko ljudi, tudi turizem na tem področju se razvija glede nege živali in seveda aktivnosti za živali, pa ne za samo azil, ampak nadgradnja bo tudi kakšna aktivnost za živali. Zdaj da vidimo, stop, Ja. to je zdaj namerno. Kaj se zgodi, če Čuši prekinemo, toliko govora. Jaz se pri teh svojih projektih digitalnih, tudi tako ti, potujem res skozi razvita mesta, jih detaljirano fotografiram in za Ptuj trdim naslednje. Mi se tu gremo nekaj ideje v zraku o zaprtju mestnega jedra. Mi bi morali, po mojem prepričanju, dokler tu res ne bo avtobusov s Kitajci, kot so na Dunaju, dejansko ne mestno jedro zapreti. Dejansko ne mestno jedro zapreti, ampak za začetek plavo cono celo ukiniti, ker imamo velika nakupovalna središča, ki imajo bifeje, pizzerije in tako dalje, postavljena nekje, kjer je celo brezplačno parkiranje. In ker je človek sam sebi nekako komod, gre rad z avtom direkt v trgovino, če bi se dalo, bi se not zapeval. Kaj misliš, bi povzročilo na Ptuju, če bi mestno jedro zaprlo, ker zdaj še predno odgovoriš, povem, meni so gostinci tu na Slovenskem trgu rekli, ko so samo ta en del parkirišč vzeli, da je to bilo lani najslabši zaključek leta v zgodovini, kaj imajo lokale, pa je šlo koliko, 7-8 mesecev. Ja, saj jaz podobno vem, vse nobena skrivnost ni, da starša imata podjetje Olimpik in tudi kot kavarna Florian lahko rečem, dokler je bilo mesto odprto, je
posel cvetel, ne, potem pa se je vedno bolj začelo zapirati, komplicirati stvari, kartice zaplačevati in dostava vse komplicirati. Tako da jaz bom tako rekel, ne, jaz se bom tu postavil na stran obrtnikov pa delovnih ljudi, ki služijo tudi denar za javni sektor, pa za občine in tak naprej. In bom rekel, da nisem pristal zapiranja mesta. Sem pa želel s tem mojim predlogom zapiranja trgovin ob nedeljah. Ne. Jaz bom tako rekel, ne, zdaj za mano ni stala nobena cerkev, pa noben sindikat, ampak enostavno nekaj trgovcev poznam, so dobri prijatelji, so rekli, klinc pa vi politiki, če smo imeli referendum, pa tega niste uveljavili. Ne. Jaz sem pač to takrat predlagal in to bi bila po mojem tudi neka dobra oživitev mestnih središč ob nedeljah, pa rečemo vikendih. Tako da jaz bom rekel, da nisem pristal zapiranja mestnega središča pa centra. Mogoče sem za neko spremembo režima v parkingu, ne. Je pa pač tak 7 let v parlamentu, pa vsaki drugi dan, ko sem šel v center, na kavo, na malco, na pogovor, sestanek, tudi na pivo, na Petkovška včasih, ker druge pač ni bilo PLL piva, sem videl vedno trume Kitajcev pred hotelom Slon, ne. Pa hotel Slon ni za poceni varianta, ne, je kar drag. In sem rekel pa, zakaj za vragih ne mi na Ptuju enkrat pripeljati. Ok, se vidimo v naslednjem delu, ko bomo vprašali nekaj pikantnega. Pikantnega.